znanjem ponosni v prihodnost. Redni profesor dr. Rudolf Pušenjak se je rodil 21. januarja leta 1947 v Ljutomeru. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1982 magistriral in v letu 1988 doktoriral z doktorsko disertacijo Uporaba zveznih končnih elementov pri določevanju parametrov katodnih cevi. Po diplomi je bil zaposlen na Inštitutu za elektroniko in vakuumsko tehniko v Ljubljani, od leta 1993 dalje pa na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer je najprej postal docent, kasneje pa izredni profesor. Redni profesor za predmetno področje elektromehanski sistemi je postal na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto. Skupaj s soavtorjem prispevka je predaval predmete osnove modeliranja dinamičnih procesov v logistiki in mehanika in elektrotehnika na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto predava predmete elektrotehnika in elektronika, mehatronika ter meritve in merilne naprave. Avtor prispevka raziskovalno deluje na področju nelinearne dinamike in upravljanja elektromehanskih sistemov. Pomurski akademik dr. Rudolf Pušenjak je stari znanec Pomurske akademije, konference in seveda tudi oddaje po sledeh napredka. In veseli smo, ker nam Sidar prinese nekaj novega za svojega raziskovalnega področja. Po osnovni izobrazbi elektrotehnik se pa seveda fejs dobro in natančno zna poglobiti tudi v kakšne mehanske probleme, nenazadnje to seveda tudi na fakulteti predava in seveda tudi z dokaj zahtevnimi modeli, s katerimi po eni strani predvidijo, kaj se dogaja v nekšnem face-to-face kompliciranem sistemu in ne samo, kaj predvidijo, kaj znajo poiskati tudi odgovore. In tudi dnešno predavanje pomurskega akademika dr. Rudolfa Pušenjaka je povezano z takšno tematiko. Ide se pa za ene procese znotraj motorov in za ene procese, kar bi lahko bili fejs nevarni. Vsikdar se nekako prizadevamo, ko bi motori trošili čim menje, ko bi imeli boljše izkoristke, liki to je resen sprehod po enoj ozkoj meji. Zato, ker če pa malo preveč pretiramo, se pa lahko hitro zgodi tisto, kar se pa nišče ne želi, ko ostane na cesti. No in dnešno predavanje je posvečeno tome, kako poiskati pravo mejo, pravo mero tudi in kako dimenzionirati stvari, ki so po eni strani čim bolj učinkovite, seveda pa tudi čim bolj zanesljive. Članek obravnava upravljanje nestacionarnih nihanj zvočnega tlaka pri nestabilnem procesu zgorevanja v zgorevalnih komorah, plinskih turbin, raketnih motorjev in podobnih naprav. Predstavljena sta dva modela upravljanja nestacionarnega procesa zgorevanja, kjer z upravljanjem omogočimo zadušitev zgorevanja goriva v zgorevalni napravi. Kadar se v zgorevalni komori pojavijo nevarna samovzbojena nihanja zvočnega tlaka, ki jo lahko poškodujejo. Zadušitev samovzbojenih nihanj v zgorevalni komori pa je zaželjena tudi z vidika zmanjševanja onesnaževanja okolja z dušikovimi oksidi. Najprej je predstavljen klasični model, ki temelji na uporabe Rayleighovega kriterija faznega ujemanja sproščene toplote z zvočnim tlakom. Kot alternativa je predstavljen Van der Poelov model, v katerem samo zbujanje nihanja zvočnega tlaka povzroča povratna zveza z negativnim dušenjem. Alternativni model upravljanja omogoča modulacijo dotoka goriva, s katero lahko samo zbujanje nihanja zvočnega tlaka popolnoma ali vsaj v dobršni meri uspešno zadušimo. Učinkovitost upravljanja dotoka goriva pri dušenju samozbujenih nihanj je prikazana v pojavu tekmovalnega dušenja, pri čemer je pojasnjen vpliv posameznih parametrov upravljanja.
Prvo razlago nastanka samozbujenih nihanj zvočnega tlaka v procesu zgorevanja je podal Lord Rayleigh z nelinearno interakcijo med toplotnim izvorom in zvočnim uvalovanjem. Po tej razlagi se amplitude zvočnega tlaka v procesu zgorevanja povečujejo, kadar se toplota v procesu zgorevanja sprošča sofazno z nihanjem zvočnega tlaka. Kadar pa se toplota sprošča v protifazi z nihanjem zvočnega tlaka, pa amplitude zvočnega tlaka zamirajo. Na osnovi te razlage je Kulik razvil prvi oziroma klasični matematični model samozbujenih nihanj zvočnega tlaka v procesu zgorevanja, ki je omogočil matematično analizo tega pojava. Alternativni model samozbujenih nihanj zvočnega tlaka, tako imenovani Van der Poelov model, izhaja iz drugačnih fizikalnih osnov kot klasični model. Ker sta sproščanje toplote in zvočno valovanje zaradi odboja valovanja od sten zgorevalne komore sklenjena v povratno zanko, lahko nastanejo samozbujena nihanja zvočnega tlaka le tedaj, ko model vsebuje negativno dušenje, ki je osnovna značilnost Van der Poelovih nihal. Z uvedbo multiplikativne funkcije upravljanja v povratno zanko, ki v praksi ustreza modulaciji dotoka goriva v zgorevalno komoro, nam Van der Poelov model omogoča, da samozbujena nihanja zvočnega tlaka uspešno zadušimo. Tekmovalno dušenje je pojav v procesu zgorevanja, za katerega je značilno, da se zaradi nelinearnega sproščanja toplote povečuje energija enega načina nihanja zvočnega tlaka na račun drugega načina nihanja, ki se zaradi tega zmanjša. V tem pojavu sta naravni krožni frekvenci obeh načinov nihanja zvočnega tlaka nekomenzurni. Za matematično obravnavo tekmovalnega dušenja moramo zato uporabiti posplošene lastnosti skopljenih Van der Poelovih nihal, kar je bistvena novost v prispevku predstavljenega modela. Ja, lep pozdrav vsem prisotnim. Torej, v svojem prispevku bi rad predstavil upravljanje nestabilnih samovzbujenih akustičnih nihanj v procesu izgorevanja. In sicer sem si predstavitev zamislil tako, da bom najprej razložil nekaj osnov termoakustične nestabilnosti, na osnovi katerega potem lahko razložim dva matematična modela za simuliranje termoakustične nestabilnosti, in sicer klasični Kulikov model in pa Van der Poelov model upravljanja nestabilnosti procesa zgorevanja, na katerem smo z dvema kolegoma delali in tudi objavili v mednarodni znanstveni reviji svoj članek. Na osnovi tega modela pa potem predstavil tudi rezultate in pa zaključke. No, če gremo k osnovam termoakustične nestabilnosti, potem se moramo pravzaprav spomniti najprej Lord Rayleigha, ki je razložil ta pojav termoakustične nestabilnosti na ta način, da je izpostavil med vsemi drugimi fenomeni na prvo mesto interakcijo med dvema dominantnima procesima sproščanja toplote in pa zvočnega valovanja, ki se širi v zgorevalni komori. No, pri tej interakciji gre za to, da sproščanje toplote, torej ta proces, povzroči zvočni tlak, ki se po zgorevalni komori širi in se od sten odbija, ko dospe odbiti zvočni val nazaj do plamena, povzroči seveda njegovo nestabilnost in zaradi tega se pojavi neka interakcija, ki lahko privede do nestabilnih nihanj tega zvočnega tlaka. Ta nestabilnost nihanj zvočnega tlaka se odraža v naraščanju amplitud pod pogojem, da je nihanje sproščene toplote v fazi z nihanjem zvočnega tlaka. Torej, to je bila razlaga tega pojava in ki je rezultirala sicer tudi v tako imenovanem Rayleighevem kriteriju, ki matematično opisuje pogoj, pri katerem lahko do teh samozvojenih naraščajočih nihanj prihaja. No, ta naraščajoča zvočna nihanja so seveda zelo škodljiva za
celovitost konstrukcij ali lahko povzročijo celo njihovo porušitev. No in s takimi problemi se srečujemo pri reaktivnih letalih, raketnih motorjih, tudi pri hladilnih komorah, pa seveda v zadnjem času so predvsem plinske turbine tiste, pri katerih se ta pojav proučuje. Po drugi strani imamo pa opravka še z drugim fenomenom, odnosno z drugim problemom, ki nastopa zaradi prizadevanja, da bi zmanjševali škodljive emisije, predvsem emisije dušikovih oksidov, kar lahko dosežemo z zmanjšanjem razmerja med gorivom in zrakom, vendar se pa ob tem na žalost pojavi nestabilno zgorevanje in zaradi nestabilnega zgorevanja seveda lahko ravno tako prihaja do teh samozabojenih nihanj zvočnega tlaka, tako da je potem ves trud praktično izgubljen. No in da bi oba problema rešili, pristopimo k aktivnemu upravljanju samozabojenih nihanj zvočnega tlaka, tako da lahko z tem aktivnim upravljanjem reduciranju amplitude zvočnega tlaka ali jih povsem zadušimo, kar je seveda pravzaprav tista idealni cilj, ki bi ga radi dosegli. No, pri matematičnem modeliranju obstajata dva modela, in sicer klasični model, ki temelji na tej Rayljevem kriteriju, in ga je prvi razvil Kulik, po njem pa je bilo veliko sledilcev, med njimi Dowlingova, potem Hecklova, Peraccio in Proskja in pa Stirling, pri čemer bi tukaj izpostavil predvsem Dowlingo in pa Peraccio in Proskja, ki sta pa že tudi pristopila k reševanju problema upravljanja teh nestabilnih nihanj, medtem ko so ostali ta model proučevali na različnih področjih. Torej Stirling recimo konkretno je določene modele razvil za posamezne vrste tega procesa zgorevanja. No, drugi model pa temelji na lastnosti sklopljenega van der Poelovega nihala, ki vsebuje neko nelinearno dušenje in kot posledica tega nelinearnega dušenja nastajajo torej ta naraščajoča zvočna nihanja, ki pa prehajajo na koncu v limitne cikle. To se pravi, značilnost tega van der Poelovega modela je to, da zagotavlja limitne cikle, kar je seveda tudi v eksperimentalnih poizkusih bilo opaženo kot ena glavnih značilnosti. No, če je prvi model povsem fizikalen, temelji popolnoma na fizikalnih zakonih, je drugi model kombinacija fizikalnih zakonov in pa tudi identifikacijski metod. To pomeni, da pri simuliranju celega pojava pristopimo dejansko k eksperimentu in določene parametre z pomočjo identifikacijskih metod zmerimo. Rezultate smo predstavili, torej rezultate tega upravljanja smo predstavili v članku, ki je šel letos spomladi, no in te rezultate bom potem na koncu tudi pokazal. No, v resnici je samo zgorevanje zelo kompleksen proces, razen akustike in pa dinamike sproščanja. Imamo še hidrodinamiko, ki je bila prej povsem zanemarjena, to pomeni, da ni tako pomembna. Torej, omenil sem, da že Rayleigh predpostavil, da sta akustika in dinamika sproščanja toplote tista dva dominantna procesa, ampak če se spustimo nekoliko bolj podrobno v sam pojav dinamike sproščanja toplote, potem vidimo, da tukaj sodeluje kemijska kinetika, kinematika plamena, dinamika mešanja goriva z zrakom, konvekcija in izparevanje. In vsi ti pojavi se opisujejo z parcialnimi diferencialnimi enačbami, ki jih ni možno analitično rešiti. Zato moramo pristopiti nujno k numeričnemu reševanju teh parcialnih diferencialnih enačb. Nažalost, pri tem nastane več milijonov sprejemljivk stanja, poleg tega pa je problem še močno nelinearen, zaradi katerega je numerično reševanje še dodatno oteženo. No, še en pomemben razlog je, da
pri reševanju tega nestacionarnega pojava sproščanja toplote prihaja do različnih robnih pogojev, zato je treba tam numerični model večkrat ponoviti. Torej, to je še pa dodatni razlog, zakaj se pri upravljanju tak kompleksni model ne uporablja, temveč pristopamo k reduciranemu matematičnemu modelu. Torej, pri reduciranem matematičnem modelu gre za to, da je število teh spremenljivk stanja izredno, torej drastično zreducirano in to seveda potem omogoča zelo učinkovito upravljanje takega nestabilnega nihanja zgorovalnega procesa. No, zdaj pa, če grem k prvemu klasičnemu modelu, potem rešujemo tukaj valovno enačbo, ki jo vidimo tukaj v levem okviru zgoraj. No, pri reševanju te valovne enačbe imamo nek nastavek, ki je zapisan tam zgoraj v desnem kotu in sicer gre za vsoto iz produkta tako imenovanih naravnih akustičnih oblik in pa časovno spremljivih modalnih koeficientov, ki so pa še pomnoženi z neko utežjo, ki predstavlja srednji zvočni tlak. No, zdaj pristopimo pri tem reševanju najprej k rešitvi naravnih oblik akustičnih valov, ki jih dobimo z rešitvijo Helmholtzove diferencialne enačbe in upoštevanjem seveda ustreznih robnih pogojev. Z določenimi manipulacijami pa potem izpeljemo diferencialne enačbe za modalne koeficiente in ko seveda to enačbo rešimo, odnosno ta sistem enačb rešimo, smo v bistvu dobili celotno rešitev, ki je tam zgoraj napisana. No, pri Van der Poolovem modelu nestabilnosti procesa zgorevanja gre pa za torej sistem diferencialnih enačb, pri kateri je leva stran za modalne koeficiente zapisane na enak način, popolnoma enak način kot pri Kulikovem modelu, medtem ko je desna stran posvečena modeliranju sproščanja toplote. No, ampak tukaj pri tem modeliranju sproščanja toplote v posplošenem Van der Poolovem modelu vpeljamo še neko upravljalsko funkcijo. Ta upravljalska funkcija je dejansko nek polinom, ki ima dva prosta koeficienta in z pomočjo nastavljanja teh dveh prostih koeficientov potem lahko zelo učinkovito dosežemo sam cilj, to se pravi zadušitev teh naraščajočih nihanj zvočnega tlaka. No, obe enačbi za prvi in drugi način, se pravi, imamo dva načina nihanja, ki sta potrjena tudi eksperimentalno, lahko uvedemo neko blokovno strukturo, ki je tukaj prikazana. No, na osnovi tega modela dobimo potem rešitve, ki so prikazane tukaj, sedaj v obliki tehle nestacionarnih nihanj, pri čemer vidimo, da takrat, ko upravljanja ne uporabimo, da zvočni tlak narašča, vendar prehaja potem v limitni cikel. To je prvi način nihanja, tukaj je drugi način nihanja, prav tako imamo na koncu nek limitni cikel. No, in če pa uporabimo upravljanje, pri čemer moram povedati, da je trenutek vklopa upravljanja določen z samo rešitvijo, takrat, ko se ta ovojnica, ko se približamo z to ovojnico nekje limitnemu ciklu v določenem tolerančnem območju, takrat se avtomatsko vključi upravljanje in vidite posledica upravljanja za zadušitev teh nihanj. Tako za prvi in drugi način nihanja. Tukaj bi samo rad to povedal, da smo v tem primeru uporabili splošno teorijo, ker gre za tako imenovano tekmovalno dušenje, pri katerem en način nihanja odvzema energijo drugemu načinu, zato se tukaj amplitude povečujejo, medtem kot temu načinu nihanja, ki mu je energija odvzeta, se pa amplitude zmanjšujejo. No, posebni primer nihanja, samo vzbojenih nihanj zvočnega tlaka, je pa v primeru,
če so izpolnjeni še neki dodatni pogoji, pri katerem so recimo naravne frekvence v nekem celoštevilskem razmerju, recimo 3:1. No in takrat pride pa do tako imenovanega pojava vzajemnega sinhroniziranja nihanj. No in če nimamo upravljanja, potem to nihanje spet proti limitnim ciklom takole poteka, ko pa vklopimo upravljanje, potem pa vidimo, da lahko to nihanje povsem zadušimo. No, ta primer sem želel predstaviti predvsem iz tega razloga, ker se pa zdaj tukaj pokaže, da ob vklopu nihanja dobimo zelo velike sunke zvočnega tlaka, ki so seveda nezaželjene. No in da bi te sunke ob vklopu avtomatskega upravljanja preprečili, smo dodatni filter uvedli, nizkopasovni filter tukaj, ki sicer ni obvezen, vendar pa drastično izboljšuje kvaliteto tega upravljanja. Kot vidite, če uporabimo ta nizkopasovni filter, so tukaj tako pri prvem načinu nihanja, kot tudi pri drugem načinu nihanja, ti sunki ob vklopu samega upravljanja povsem odpravljeni. No in s tem bi tukaj končal, bi samo še nekaj zaključke povedal, torej v prispevku so podane osnovne značilnosti pojava termoakustične nestabilnosti procesa zgorevanja. Predstavljena sta dva matematična modela, torej klasični Kulikov model in pa Van der Poelov model, na katerem smo mi konkretno delali. In potem s to razširitvijo tega Van der Poelovega modela z funkcijo upravljanja smo pa dosegli uspešno zadušitev teh samozavojenih nihanj, izboljšane lastnosti pa z uporabo nizkopasovnega filtra, kot sem že povedal na koncu. S tem je seveda pa tudi prikazano, da je Van der Poelov model zelo uspešno, torej Van der Poelov model zelo uspešno lahko uporabimo za uporabo v problemih avtomatskega upravljanja na splošno, kajti Van der Poelov model kot takšen je splošen nihajoči sistem, ki ni vezan samo na procese zgorevanja, ampak ga srečujemo tudi na drugih področjih. To je vse, kar sem imel za predstaviti. Hvala lepa za vašo pozornost. Problem dušenja samoozbujenih nihanj zvočnega tlaka v zgorevalni komori danes zanima raziskovalce prvenstveno zaradi zmanjševanja onesnaževanja okolja z dušikovimi oksidi, ki ga dosegamo tako, da v procesu zgorevanja zmanjšujemo razmerje med gorivom in zrakom. Na področju razvoja raket v 50. in 60. letih pa je bila samoozbujenim nihanjem zvočnega tlaka v zgorevalni komori posvečena velika pozornost zaradi nastanka veliko zvočnih tlakov raketnih motorjev, ki so lahko povzročili eksplozijo, tako na primer pri razvoju dvostopenjske rakete Titan II. Na podobnih področjih raziskujejo pomurskem akademiku dr. Rudolfu Pušanjaku še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. Drago Kostevc, pomurski akademik dr. Arpad Köveš in pomurski akademik dr. Jože Vogrinec.